v novem vlogu. Danes se je dan kar v redu začel, spet je sončno in toplo, tako da smo šli prvo na sprehod Šnafko po plaži, pa sva se še skupala, tako da kar kul jutro. Ja, zdaj gremo naprej. Najprej smo šli ogledati ene slapove, ki so sicer malo manjši, ampak smo to blizu, da se bomo vseeno ustavili. Pa naprej, če nam bo časovno znesel še do enega starega mesta majhnega, ki ima take zanimive antične ruševine, tako da upamo, da nam bo uspel časovno. Mesto Side so zgradili grški naseljenci, najverjetneje v 7. stoletju pred našim štetjem. Zaradi dobrega pristanišča in naravne lege je mesto postalo eno najpomembnejših trgovskih centrov v regiji. Zanimivo je to, da so v mestu nekoč govorili povsem svoje narečje, ki ga tujci niso razumeli. Napisi iz 3. in 2. stoletja pred našim štetjem zato ostajajo neprebrani, vendar pričajo, da je bil lokalni jezik v uporabi še nekaj stoletij po kolonizaciji. V mestu je ogromno ruševin iz antičnega časa, le-te pa so ene najpomembnejših v Mali Aziji. Med drugim si lahko ogledamo velika helenistična glavna vrata, rimsko gledališče, 3 templje in akvadukt. Izkopavanja še vedno potekajo. Tole mesto Side nam je bilo kar všeč, tako nekako se nam je zdelo, da je Alanya, ki so si jo ogledala včeraj, nekako tipa Portorož. Tale Side je pa tako Camp Piran, zato ker so še stare hiše, oziroma tudi če so nove, so v istem stilu zgrajene. Tako da res lepo za tak sprehod. Edino, kar nama niso bile všeč, so bile cene. Ja, hotela sva iti spet jest, pa sta spet neuspešno jedla, oziroma nisva jedla, ker recimo ena izmed cen, ki so nam jo ponudili, so ponudili pico z morskimi sadeži za 25 evrov. Tudi čisto vse cene so v evrih in enega obroka tam pod 15 evrov sploh več ni, kar je pač za Turčijo res ogromen. Ja, zavedajo se, da je turška lira vedno manj vredna, tako da je zato vse v evrih in nam so to tudi povedali. In ponavadi so opazila, da je v evrih dražji kakor v lirah, zato so vprašala, koliko je v lirah, pa niso nič cenej dali, seveda. Tako da ja, mislim, da so se poslovila od obrokov zunaj Turčiji.
so bili tako dragi vsi ti rakci v restauracijah, so se včeraj pa razstavljali v eni ribarnici in kupila 1 kilo rakcev, tako da zdaj imamo za 2-krat za kosilo in danes se že pripravlja. Dan se premikamo naprej, v bistvu ne zaradi tega, ker bi nam bilo tam ful grozen, dejansko bi ostala še kak dan, ampak so ugotovila, da tudi nimava neomejeno časa, poleg tega pa nam je zdaj že kar malo zmanjkvalo vode. So ugotovila, da smo nazadnje filali vodo pred 11 dnevi, tako da ja, smo danes res zadnje kapljice porabili. Da se peljemo naprej v smeri Antalije. Pred Antalijo se bomo verjetno ustavili še pri enih ruševinah starodavnih, mislim, da se imenujejo Perga, pa je kar veliko mesto staro, tako da to zna biti še kar zanimivo. Starodavno mesto Perge je bilo ustanovljeno med 13. in 12. stoletjem pred našim štetjem, v helenističnem obdobju pa je veljalo za eno najbogatejših in najlepših mest v starem svetu. Znano je bilo predvsem po svoji arhitekturi in kiparstvu. Leta 2009 so ga uvrstili na seznam UNESCOve svetovne dediščine. Ozemlje mesta je precej veliko. Ob vstopu najprej opazimo grško-rimsko gledališče, sestavljeno iz prostora za gledalce, prostora za orkester in odra. Sprehodimo pa se lahko tudi mimo 234 metrov dolgega stadiona, ki je sprejel kar 12.000 ljudi, Agore, kjer so se nekoč na obeh straneh glavne ulice nahajale številne trgovine in stojnice, Akropole, javnega kopališča, vodnjakov in številnih drugih stavb. Opazimo lahko, da je bilo mesto urbanistično zares dovršeno. Smo si ogledali tole starodavno mesto in moram priznati, da je res kar ogromno. Sicer so res te ruševine že ena drugi zelo podobne in mislim, da bo že čez 2 tedna vse zamešala, ampak ja, je pa vsem kar zanimivo se sprehajati in nepredstavljivo hoditi po teh mestih in si predstavljati, da so nekoč tukaj res živeli tako. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.